Lep pozdrav vsem, dober dan. Se pravi staranje zaposlenih, etični vidiki pred tem. Morda najprej, da gremo, samo da tole damo na tabelko najprej, ja drži. A tam je bilo? Pardon. A ja, se tam je. Se pravi etično. Kaj nam pomeni etično? Ta beseda je vse mogoče pomeni vsakem nekaj drugega. Recimo, ko bom jaz govoril pri tem referatu o etičnem, je to zavestno iskanje smiselne možnosti. Kaj je zdaj treba narediti za skladen razvoj? In sicer pri rednem dogajanju, če gredo stvari dobro, prav tako pa tudi v krizah in problemih. Naše področje staranje prebivalstva, staranje zaposlenih je v 21. stoletju izrazito krizno. Vendar pa ni dovolj samo iskati razvojne možnosti, smiselne razvojne možnosti, ampak je treba tudi to uresničiti. Že predhodno, od Marka pa do predsednika vlade so govorili o tej kongruentnosti. To pa pomeni povezave teorije in prakse pri etiki, povezave spoznanj možnosti in z njihovo uresničitvijo. Če tega ni, potem smo v resnici na ravni, ki je pri nas Milčinski tako dobro opredelil v Butalcih, v Butalskem kovaču, če sam ne znam, bom pa druge učil. Pri etičnosti je ta problem moraliziranja, to pomeni teorije brez prakse, najbolj v ospredju. Oboje, teorijo in prakso, se pravi smiselne možnosti, njihovo iskanje pa uresničevanje v praksi, je pa možno samo, če stanje poznamo. Če poznamo stvarnost, realiteto takšna, kot je. Ne, da si jo umišljamo imaginarno, ampak da jo poznamo. Zato tudi staranje prebivalstva je treba poznati. Danes je ta zadeva v 21. stoletju aktualna. Na začetku stoletja takoj, leto 1999, je bilo mednarodno leto starih ljudi, če se spomnite. Eno najbolj obeleženih, recimo vsako leto je mednarodno leto nečesa, 99. leta je bilo mednarodno leto starih ljudi, za prehod iz 20. v 21. stoletje, se pravi stoletje starih ljudi. In Evropa je kmalu po tistem, leta 5, dala ta kratek dokument, odziv na demografske spremembe v Evropi, ki se začne s stavkom, ki je za politiko nenavaden. Evropa se danes sooča z demografskimi spremembami, ki so tako velike in tako težke, da do zdaj ni bilo tako velikih pa tako težkih sprememb. To ni običaj, da politika tako odprto pa resno reče, problem bo najdlje trajal in bo najtežji do zdaj. To se pravi demografska kriza staranja prebivalstva v 21. stoletju se začenja in bo največja in najdaljša ob vseh drugih krizah. Recimo ob ekonomski, to je narobe povedano, ampak ob ekonomskih, te se stalno ponavljajo, ampak trajajo 5-10 let, pa se končajo ali s svetovno vojno ali pa z rešitvijo, kot se recimo zdaj ta rešuje. Ekološka dolgo traja, vendar pa je očitno, da se dobro rešuje. Relativno dobro. Vode so danes neprimerno bolj čiste, Ljubljanca je neprimerno bolj čista, kot ko sem jaz pred 50 leti prišel v Ljubljano študirati. Tudi zrak, 2 meseca nisem videl sonca v Ljubljani, kar je bilo zame, ki sem vedno sonce gledal, sem iz takih krajev, zelo nenavadno, se živo spomnim tega. Energetska kriza, prehranska, vodna kriza je že zdaj, pa bo seveda še hujša, vojne krize. Če lahko politike verjamemo, politika je pa tukaj imela zadaj stroko, je demografska kriza staranja prebivalstva na svetu največja in najdaljša, kar smo jih do zdaj poznali. Recimo v 4000-letni zgodovini evropske kulture. Če je to kriza ali pa problem, sta to 2 tujki. Te 2 tujki je dobro poznati, ker nobena nima slovanskega korena, obe sta grški. To problema je grška beseda
In je dobro vedeti, kaj je Grku pomenilo, kadar je rekel to problema. Grku je ta beseda bila zelo, zelo živa in mu je pomenila zmeraj dve nasprotni stvari. Če je rekel to problema, mu je to pomenilo, da je to čer, strma skala, ob kateri se ladja razbije. Ista beseda mu je pa pomenila to problema, pomol, na katerega se ladja v viharju priveže. Vidite, dve nasprotni stvari, ista beseda. Ali pa ista beseda to problema je Grku pomenila branilno orožje pred sovražnikom, da so polis obranili, ali pa bojazljiva predaja sovražniku. Dve nasprotne stvari. To pa pomeni, problem je križišče poti, ko tako kot do zdaj ne gre več. Ali na boljše, da se privežemo v viharju, ali pa na slabše, da se razbijemo in potonemo. Ali zmagamo z branilnim orožjem in junaštvom, ali pa se strahopetno predamo in gremo v suženjstvo. To je Grku pomenilo. Zelo podobno je besedo, ki jo imajo Kidajci iz dveh, enako pomeni. Križišče med dobro možnostjo in slabo možnostjo. Tako kot do zdaj pa ne gre. Zato je dobro to besedo poznati, ker če je en problem, bo najdlje trajal celo 21. stoletje, pa je najbolj pereč, potem je dobro vedeti, ta problem ne vodi nujno v pogubo, lahko vodi v boljši razvoj. Ne vodi pa avtomatsko v boljši razvoj, lahko vodi v pogubo. Odvisno je, katero pot izberemo. In to pomeni grška beseda kriza. Krinein, to je sodniška beseda, a ne? Niso samo kritiki, ampak ta pravi, krinein, soditi so sodniki, presoditi smer. To pa pomeni beseda kriza, pa nam tukaj pove, da je treba razmisliti, katera smer od obeh v 21. stoletju je dobra, katera vodi v propadanje, katera pa v nagu razvoj. Ob tem sem se veliko zadržal, zato ker besede povedo veliko. Kadar so bile težke krize, Konfucij to vedel in je rekel, vsako krizo je možno rešiti, če besede povedo tisto, kar povedo. Ker besede tudi lažijo, se tudi motijo, tudi varajo, če pa besede povedo tisto, kar bi res naj povedale, potem je pa vsaka kriza rešljiva. Tukaj ste prebrali, da po letu 80 se zmanjšuje število rojstev na tretjino, ampak to so znane stvari. Manj znano je pa, da bo demografska kriza, ki bo v Evropi trajala do leta 60, ko bo izumrla generacija, ki smo rojeni po vojni, tam do leta recimo 70, da bo ta kriza celo stoletje v Afriki, Aziji in Južni Ameriki veliko, veliko hujša. Tudi tam ni več umrljivosti, selitve pa veliko večje, kot so bili kdajkoli v Evropi, v megamesta. No, nimajo pa nobene socialne varnosti, ne pokojninske, ne zdravstvene. Vse staranje, oskrba je temeljilo na tradicionalni rodovni. In ko to odpove, ko se preselijo, ko to odpove, v megamestih po 10-20 milijonov, kdo bo postarane ljudi tam preživljal in kdo bo za nje skrbel. Tako da problem v tretjem svetu demografski bo veliko večji. Tukaj pa imate na tej prosojnici, pa še na naslednjih dveh, te demografske probleme naštete, prenizka rodnost, mlada generacija se težko vključuje v samostojno zaposlitev, to vsi povemo, jih preberete, pa naslednje 4 antropološke, da mlada srednja niso povezane, tako kot da družina čedalje težje oskrbuje, stare vnemogle ljudi sama in tako naprej, pa tudi te čedalje bolj take antropološke, da evropski človek, pa ameriški, seveda pa tudi japonski, ne doživlja, da je starost enako smiselna pa vredna, kot sta mladost pa srednja leta, in da je ta prenos vrednot iz roda v rod, zlasti socialnih, solidarnost, poštenost, delavnost, duhovnost, težka danes, težka, ne gre. Tradicionalni, ki jih mi poznamo stari, se ne da več prenašati,
zlasti pa ne s tradicionalno metodologijo, nove metodologije pa ni. Potem pa še ta dva nova problema. In potem nekaj odziva Združenih narodov, Evropske skupnosti, Svetovne zdravstvene organizacije, pa tudi Slovenije, zadnja leta, že 95. leta so sisteme pripravljali Evrope za dolgotrajno oskrbo. Slovenija je tako rekoč zadnja, edina, ki nima sistema za dolgotrajno oskrbo pa zakona v Evropski uniji. In potem do vsega. Drugo polovico je pa dobro, da ob isti demografski problematiki pa pogledamo, kje so pa šanse. Kaj dobrega prenaša staranje prebivalstva? To, da smo prišli, recimo, človeška zgodovina še pred 40 leti je poznala manj kot 10% starih nad 65 let, zdaj je recimo blizu okrog 20% razviti svet. To nekje. Nad 65 let upokojencev recimo imamo dobro četrtino, krepko četrtino, že čez 600.000 v Sloveniji, a ne? In ta številka, ali pa recimo, če vzamemo zaposlitev, ki je naša tema, ko sem bil jaz do sredi delovne dobe, recimo pred 30 leti je bil eden upokojenc na 6 zaposlenih, zdaj 1,2. 1,2, 1,3, kadar imamo dobro zaposlitev na enega upokojenca. To pa pomeni, da ta razmerja staranja prebivalstva so res kruta in politika, gospodarstvo, ekonomija gotovo se tukaj sami ne morajo znajti, kako to reševati, ker so skoki tako veliki. Zato je treba imeti tudi tisto literaturo brati, pa jo je zelo malo v svetovnem merilu, ki pa razmišlja celostno antropološko, se pravi v pozitivnem. Tukaj imamo navedene tri dobre strani. Staranje prebivalstva je biološka razorožitev. Nemogoče je, da je vojna, velika vojna tam, kjer ni 10-20% mladih ljudi od 18 do 35 viška. V razvitem svetu je 1/3 primanjkljaja, fantov in deklet. Zato je nemogoče, vsak je dragocen, to je biološka razorožitev in ta gospodarska kriza leta 80 bi po dosedanji verjetnostnem računu skoraj sigurno rodila vojno, svetovno, veliko, če bi bilo dovolj mladih ljudi na razpolago v razvitem svetu. Nerazviti seveda jih ima dovolj, ampak nima ne denarja, ne orožja za tako vojno. Potem je biološka upočasnitev. Današnji svet tako mrzlično hitro se razvija, stresno, da je pravzaprav 2/3 bolezni psihosomatskih stresnih in če se hitreje nekaj vrti, tem večja je nevarnost, da se razleti ali pa vsaj pregreje avto. Glejte, zato upočasnitev je nujna, ko je enkrat 1/3 ljudi, in to bo vsak čas starejših od 60 let, moje generacije, takrat, kot je Pavček rekel, nastopi upočasnitev biološka. In to se bo zgodilo v 21. stoletju, da se bo razvoj pametno umiril. Najvažnejše pa tretja, pred nujo smo, da metode za sožitje, za odnose, tudi za etiko je tukaj spada v to, da se te metode razvijajo tako, da bo sožitje, kakovost odnosov v družini, službi in družbi dohitela metodologijo na področju materialne blaginje. Če računate, kako hiter je bil razvoj od parnega stroja 200 let, 1813-2013, ali pa od 1970 prvi pralni stroj v naših gospodinjstvih do danes, potem veste, koliko moramo narediti zdaj v 25 letih na razvoju metod za medčloveške odnose. Glejte, so si vsi radi dobro razumeli. V družini, v zakonu, v službi in družbi bi radi, ampak tega ne znamo, ker metodologija tradicionalna ni dobra, ne deluje, nova pa ni razvita. Če gremo zdaj v zadnjih 5 minutah na staranje zaposlenih, to, kar je naslov.
Evropska unija je v tej perspektivi do leta 2020 ogromno milijard denarja za to namenila za reševanje problema staranja zaposlenih v podjetjih, ker če vzamemo podatke naših podjetij, recimo nekatera podjetja, ki niso zaposlovala veliko, ne zaposluje pa cel javni sektor, pa parajavni, poglejte, pred 10 leti so imeli 5% starih nad 55 let, zdaj imajo 25%. V naslednjih 2-3 letih bodo prešli 30% nad 55 let starih. Podatki za Evropo kažejo, da bo čez par let zelo veliko podjetij, ki bo imelo nad polovico zaposlenih starih nad 50 let. To so ljudje, ki so bili pred par leti vsi v pokoju skoraj. To so velike spremembe. Za te spremembe ni usposobljen menedžment in se nikjer ne usposablja, niso usposobljeni ne mladi, kako sodelovati s starimi, ne stari, kako prenašati svoje izkušnje na mlade. To so etična vprašanja. Mladi in stari zaposleni imajo pa velik socialni kapital. Kaj je glavni kapital mladih? Znanje. Prvič v zgodovini mladi, moji otroci, več vedo uporabnega znanja za delo, za službo, za poklic, kot vem jaz. Jaz sem neprimerno bolj odvisen od svojih otrok, ne samo pri rabi računalnika, informacijsko-komunikacijske tehnologije, ampak vse, kar za seboj potegne, to je pa celotno življenje, kot oni od mene. To je prvič v zgodovini. Še zmeraj pa mislimo, mi, ki nas je največ starci, da vemo vse. Mi vemo za uporabno znanje za poklic veliko manj kot mladi. In treba je spremeniti, mi se moramo začeti od mladih z veseljem učiti, to je rešitev. To je resurs mladih in ta resurs moramo izkoristiti stari. Druga varianta, kaj imamo stari, imamo izkušnje. Imamo dobre izkušnje življenjske, imamo slabe izkušnje in imamo vsakdanje, gospodinjske, službene, komunikacijske. Dobre in slabe. Važno pa je, da same izkušnje ne gradijo življenja dobro in sožitja, ampak so kot kup kamenja, ostrega v kamnolomu, ki se podira. Šele obdelane izkušnje gradijo stavbe, kot obdelano kamenje. Tega pa stari ne znamo narediti. Svojih izkušenj obdelovati ne znamo dobro, torej se moramo naučiti mi in prav tako mladi izkušnje obdelovati. Torej oboji učitelji in oboji učenci, razlike pa nas bogatijo, to je parola socialnega učenja, ki ga razvijamo. Tukaj nekaj ovir za sodelovanje. Ste jih prebrali? Morda ta zadnja, vidite, ta zadnja zamegljen, etično je zamegljeno razmerje med trgom, se pravi med profitom in socialno varnostjo. Etične norme za sodelovanje pri svetovnem metu so zelo znane, ne ubijaj. To se pravi, stresna akceleracija ubija vse, mlade in stare. In upočasnitev ob staranju prebivalstva, ki nam sledi nujno, je samo vprašanje, ali bomo upočasnitev izkoristili za zmerni napredek materialni in zelo pospešen napredek sožitja ali ne. To je to križišče, problem. Ne nečistuj je bila zapoved, to se pravi ne zlorabljaj spolnih sil pa spolnih razlik. Ženske so slabše plačane. Ženske so za reklamo, za vse zadeve, od kreme do avta, bolj ali manj. Spolne sile so eno najdragocenejših, največjih in zloraba spolnih sil, spolnih razlik, spola je tudi v gospodarstvu huda. Ne kradi. Ne samo podjetja pri privatizaciji, ampak tudi, gledajte, naša generacija povojna je svojim staršem ukradla vse, vrednote in vse. To je generacija 68, mi smo njim ukradli dobro ime, vrednote, etiko, vse smo prevrednotili. Zdaj pa smo enako naša generacija, ki se staramo, vse ukradli mladim. Nimajo službe, ne morejo priti do družine, do lastnega stanovanja. To se pravi, gospodarsko je problem, naša generacija ne kradi, ne laži.
ne laži tudi nojevsko ne zatiskajmo očeta v 21. stoletju pred staranjem prebivalstva. Etičnost ni marmelada na kruhu, niso fraze, to je moraliziranje, ni poučevanje, ampak je hranljivost kruha. Etičnost ni marmelada na kruhu, ampak hranljivost kruha. To pa pomeni, kot je Tagore rekel, skrit v srcu stvari siliš seme v kali, popke v cvet in zoroče rože v sadove. Če dojamemo bistvo problema staranja, pluse, potem bomo ta problem obvladali. Tukaj na koncu imate naštetih nekaj programov, enih 5, ki jih na inštitutu delamo, 10-20 let, po podjetjih ste si jih prebrali, za stare, za mlade, za vodstva, pa tudi raziskovanje stanja, kako to obvladati. Tako, 20. stoletje je minilo davno. Pred 16 leti, bilo je to stoletje otroka, je prešlo v 21. stoletje starih ljudi. Kdo nam ga lahko naredi lepega? Samo mi sami, v delovnem, v bivalnem seveda najprej, ampak tudi v delovnem okolju. Hvala lepa.